Danes pa so si delovanje čistilne naprave že ogledali študentje višješolskega programa Varstvo okolja in komunala. V bistvu že o sami čistilni napravi smo se nekaj v šoli naučili. Sicer pa, ne vem, zanimivo je neko stvar videti, da se samo učiš v njej, v bistvu da pa že veš, o čem se učiš. Danes sem prvič na tej čistilni napravi, obiskal sem že več drugih. Ob iskanju zaposlitve nam to zelo pripomore in naši delodajalci cenijo te izkušnje. Pomembno je prenesti znanje s papirja v prakso, poudarjajo študentje. Program sovpada z celo dejavnostjo komunale in tudi sicer s komunalo sodelujemo. Predvsem delamo kakšne terenske vaje tudi v sodelovanju z njimi in pa naši študenti hodijo tudi na prakso v komunalo. O podjetju in njegovi dejavnosti občani vedo premalo, pravi direktor Gregor Klemenčič, zato je prav, da jim odprejo vrata. Ni samo tisto, kar se vidi na terenu in na koncu položnica. Področje našega dela je zelo, zelo široko in strokovno in to želimo našim občanom pokazati. Na čistilno napravo so, tako Klemenčič, zelo ponosni, saj so učinki njenega čiščenja daleč nad mejami, ki jih zakonodaja predpisuje. In seveda smo veseli vsakega, ki pride si to čistilno napravo ogledati. Od 2013, kar deluje, smo tukaj gostili že krepko, verjetno preko 5000 obiskovalcev. Skrb za okolje je njihovo poslanstvo, poudarja direktor. Zato so letos v sodelovanju z društvi, organizacijami in zavodi zasnovali niz dogodkov v ekotednu in ne zgolj obeleževanje jutrišnjega dneva Zemlje. Tako so dopoldne v reciklarni šivali in slikali na majice prvošolci z osnovne šole Center, medtem ko so se učenci osnovne šole Dragutina Keteja popeljali z Rudolfovim splavom po Krki.